Vroče je. 30 stopinj. Spet. Ne vem, če tokrat prijetnih, ki je vroče, kaj iz Vemojski. Počas smo še račune nadgradili, tako da tle zdaj veselo tankamo že po 2 evra. Na gor gremo. Ja, en kafetek pa gasa naprej. So pa Dolomiti kar polni, ampak se da kar še zmeri precej kul odpeljati. Je pa tisle tamle gor, to je malo nad gor nad Korvaro. Tako da, the best. No, jaz sem zdaj tle. Mogo bi biti pa tle neki. Mi GPS zajemo. Tle gor. Tle smo šli, tle. Gle mi je neki bluzil. V bistvu, ja. In namesto, da bi šel levo, čez Solden, sem šel kar naravnost, čez tle Brenner pa kar. In tle pa pole ena huda cesta in itak sem se kar peljal. Zdaj pa plan, da grem tle, pa pol tle gornik, no in po moje tle, ali pa tle nek. Kje je celam zdaj tle nek, this general area. Ok, torej kaj vse smo se danes naučili? Danes smo se naučili, da enostavno ne čakaš z benzinom do zadnjega, zaradi tega, ker je možno, da je ena pumpa zaprta in imaš možnost tudi, da je druga pumpa zaprta. Možnost imaš tudi, da je tretja pumpa zaprta, od zdaj malo z operom ratati. Naučili smo se to, da GPS-u ni preveč za zaupati, zaradi tega, ker zna zabluziti, tako da vedno zemljeviti. Naučili smo se, da smo zdajle mimo Brennerja, gremo proti, oziroma čist pred Innsbruckom v bistvu. In zato, ker pač buleš, ker brez da razmišljaš na GPS, te GPS pelje drugam, ker pač hočeš. Tako zdaj bomo mačkan, ok, spustili bomo Solden, ampak se bojo po mojem tudi drugi. Tako je po mojem tudi drugi pesi dobri. V glavnem, gremo. Fantošfera manjka.
Kaj jaz pridem nazaj, Srbine. Se pravi, ko pridem jaz nazaj na ruto, ki sem jo začrtil, imam jaz še nekih 250 km pa ene 2-3 prelaze. Kar pomeni, da to bo vzel 3 do 4 ure. Ura je pa 1. Kar pomeni, ja, tako kot včeraj. Lepa. Lepo je zaprti, zaprti. Teli mi drvi tlele v zadnji, pa čez ta hribček tlele gor je Italija, se okoli obrnemo. Imamo pa na tej strani Bohinj, sam malo višji, pa da je v zadnji Garmisch. Innsbruck je pa tamle, ne. Tamle dole. Cek, cek, tamle dole. To je. Yes. Tvoj Marjan, kje sem vozil. Takole sem jaz na trenutke. Brat v vozil. Šel tlele po eni bližnjici, so rekli, ja, cool. Sam bo 5 evrov. 5 evrov! Kva bi besede se nam namašal. Park tudi nimam, kdo bi si mislil, da bo v Nemčiji ob jezeru končal. Jaz imam še 195 km, ura je pa skoraj 4. Pa 1-2 prelaza, se vidimo gor. Po mojem, da sem naredil že nekaj 300 km, 630 imam, treba je nekih največ nismo. Ura je 6 preč, prizora je odlična. Rabim najti še en hotel, pa imam še nekih 60 do 80 km. Takole med nami sem se jaz kar ambiciozno zastavil tale današnji dan. 450 plus kilometrov, kar konkreten zalogaj. Tako da, če se hočeš voziti, pa dejansko kaj tudi videti, se mogoče brez splačega že kilometr menil. Tlede sem na Gerlosu, neki waterfalls, spet Valdov stopnina. Krimelj je tole, ne Gerlos. Krimelj, waterfall. Na videu se sicer ne vidi, ampak
Je kar lep slapotrek. Mogoče. Primerjamo s hišco na vrh. Nekje. Slab, ke slab. Ne bom šel tega gledati, bom šel Savico pogledati. V redu. 420 kilometrov. Ni šlo. Ker se moram spukan rabim per. Hallo. Danke. No, tako, stopnin sem se počasi navadil. Začeli smo pri 5 evrih, pa smo šli na 7,5 na Krimelj. Großglockner, so rekli, bo se pa kar 28 dal. Tako da, Großglockner ali Veliki Klek. Zanimiva zadeva. Kar debelo čez 2000 metrov, prijetno sveže. Drugače pa Großglockner, to je bilo vse na roke delan. To je tako kar precej divje, ne. So kar štemali, na rokce, lepo. Lepa. Nisem še čisto na vrhu. Bom šel po moje gor na en kafe. Pa počasi dol, nazaj. nikoli nisem bil. Ni pa niti snega. Se pravi, iz Großglocknerja dol. Zdaj pa še malo v Italijo. Pa Slovenijo. Pa dam.